Dobro jutro, dober dan. Lepo pozdravljeni v novem vlogu. Danes sem se odločil, ker je tak pester dan in dober vpogled v moje življenje kot podcaster, da vam malo dokumentiram stvari in predstavim, kako potekajo moji dnevi, sploh dnevi na snemanje podcasta. Danes je pester dan, ima fajn in zanimiv dan. Zdaj imamo podcast dopoldne, potem popoldne grem pa predavati v Ajdovščino. Tako da bom dokumentiral stvari in vam bom predstavil, kako poteka moj dan. Boste videli vpoglede za podcastom, kako se snema podcast, pa tudi ostala spoznanja, uvide in tako naprej. Tako da to je to za začetek in gremo. Halo? Živijo. Sem doma. Prav na vrh. Če se le da in če imam priložnost zjutraj, se pravi, da imam cajt in so dobri pogoji, grem zjutraj ponavadi vsak dan, če se le da, na en krajši oziroma daljši sprehod, ko vsaj 10 minut, včasih tudi več, recimo čez vikend tudi pol určke. Danes pa, ko se lahko zavidi zunaj, pada na mrtvo dež, tako da sem rekel, ne pa takem ne grem hoditi, tako da sem se pripeljal do kleti Brda, kjer bom prevzel darila za goste, za naš podcast in potem gremo naprej. Danes prvič snemamo z dvema gostoma tle v našem studiu tu. Malo sem že razmišljal, kako bi postavil stvari, ampak še vedno nisem 100%, tako da bo zdaj malo improviziranja, pa bom videl, ki bo najboljši spadla. Dobar dan. Pozdrav. Prvi. No, telefon že vloga, ne?
Interstellar. Bam. Hiroshima. Si. Tako realnost pa taka, da pač res ni veliko možnosti. Evo, podcast je posnet. Današnja gosta sta bila Miha Itanimon Korošec in Nika Rozman. Miha in Nika sta glavna organizatorja Guardians festivala. Snemali smo približno 2 uri, slabe 2 urci. Govorili smo pa o behind the scenes Guardians festivala. Govorili smo o zgodbe Guardians festivala, poslanstva, namena in tudi kaj lahko pričakujemo od letošnjega festivala avgusta. Poleg tega smo predebatirali pa številne druge tematike, recimo medijstvo in duhovnost, s katero se ukvarja Miha. Debatirali smo odnose, intimo in dating, s katerimi se ukvarja Nika. In na koncu, kot ponavadi, smo predebatirali še nasvete za dobro počutje, osebnostno rast, tako da tak prijeten, sproščujoč, umirjen, globok pogovor. Kaj recimo mi po samem podcastu največ pomeni, je to, da se gost oziroma gosta, da se počuti tako sproščeno, varno in da se lahko odpre, da jaz lahko ustvarim tak prostor, kjer steče pogovor in da znam lepo zapeljati govor v tematikah, postaviti dobro vprašanja, da se lahko potem gost oziroma gostje, da se lahko razgovorijo. In tudi danes sem dobil to potrditev, da tako Mihi kot Niki je bilo zelo fajn, zelo tako prijetno, globoko in da sta se počutila tako in the zone v takem varnem prostoru, kjer sta lahko podelila malo več Guardians festivala in stvareh, s katerimi se ukvarjata. Tako da to je to, zdaj me čaka pospraviti prostor, ker je vse v razdejanju, v razsulu. Tako da zdaj pospravim prostor in ga vrnem v prvotno stanje moje dnevne sobe in potem bom pojedel, se malo ulegel, malo meditiral. Potem me pa čaka pot v Ajdovščino, kjer imam predavanje na tematiko prehrane. Evo, jaz sem zdaj na poti v Ajdovščino, ura je nekaj čez 4, predavanje začnemo ob 5, z Brd imam ene dobre pol určke, zdaj sem že globoko v Italiji. Sem kar utrujen, no moram reči, ta teden, prejšnji teden je bilo kar pestro, pa delam skoraj cele dneve z vmesnimi pavzami. Zdaj sem si na benzinski vzel še en Monster, ki malo zdaj sipam. Malo, da mi še boosta energijo, ne bom spil celega, ki je že po 4, ki pole zvečer bo problem za spat. Drugače pa to, kar grem zdaj predavati v Ajdovščino, to je program, ki ga izvajajo na Ljudski univerzi v Ajdovščini in sicer se imenuje program z hrano in gibanjem do zdravja in jaz sem eden izmed 2 voditeljev tega programa. Jaz imam 2 skupini, torek dopoldne in četrtek popoldne in mi je res ful fajn in ful uživam, čeprav je ful pestro, zaradi tega, ker je vsak teden druga tematika in vsaka tematika se potem ponovi 2-krat, se pravi torek dopoldne in četrtek popoldne. Mi je pa ful fajn in mi je ful všeč predajati znanje naprej in tudi udeleženci. Imamo 2 skupini po tam 10 do 12 udeležencev. Vse udeleženke, udeleženec so tam z razlogom, da se nekaj naučijo, da spremenijo svoj življenjski slog in izboljšajo svoje počutje. In je prav užitek predavati takim željnim, ki želijo novo znanje oziroma v poplavi informacij s področja prehrane, želijo prepoznati, kaj je dejansko zdravo, kaj ne in tako naprej. Tako da mi je ful všeč in so mi kar prepustili proste roke na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Moram se sicer držati načrta, se pravi vključiti čim več od prehrane in gibanja.
Poleg tega so mi pa dovolili, da vključim neke druge tematike, od spanja, stresa, dihanja tudi. Ta teden je 5. teden, odkar smo tu začeli. Začeli smo v 2. tednu januarja. Najprej sem začel z predavanjem o zgodovini prehrane, ker se mi je zelo smiselno, da udeleženci spoznajo, kako se je prehrana spremenila skozi zgodovino. Ker v bistvu, če poznamo zgodovino prehrane, bomo razumeli tudi, zakaj so prehranske navade danes takšne, kot so. Potem smo šli na osnove prehrane, potem smo šli, tretja je bila o tem, kako si prilagoditi prehrano sebi in kako načrtovati prehrano na najbolj preprost način, kot tudi z računanjem kalorij, makrohranil in tako naprej. Prejšnji teden smo imeli predavanje oziroma delavnico o ciljih, kako si pravilno postavljati cilje in kako vzpostavljati nove navade v življenju. In danes, oziroma ta teden, v torek in danes popoldne, bomo imeli pa še malo od motivacije in pa 2 tematiki znotraj prehrane, se pravi prehrana v različnih življenjskih obdobjih in pa diete in alternativne načine prehranjevanja. Naslednji teden imamo potem prehranska dopolnila, teden zatem mislim, da prije prebava in črevesje, potem kaj še imamo, gibanje, vadba za moč, dihanje, spanje, stres. Tako da mi je res ful fajn, ful uživam in tako sem ful hvaležen in ful vesel, da lahko delam nekaj na mojem področju, da se mi je oprla ta priložnost, ker se mi zdi, da je tudi dobra referenca za naprej. Hkrati me že malo analitični me že malo postavlja v prihodnost in so one pomisleki, kaj bo, ko se zaključi ta projekt, kaj bo potem aprila, ko ne bom več imel tega projekta, a si bom uspel dobiti kakšne nove projekte, kako bom generiral prihodek, zdaj sem popolnoma na svoji samostojni podjetniški poti, kako bo takrat, nisem postavil še dovolj stvari na mesto, da bi se mi oprle, pa tako naprej. Ampak se provam čim bolj prepuščati in ne poslušati te dvome, pomisleke, strahove in čim več delati na tem in s podcastom in z grajenjem svojega kontenta, personal branda. In mislim, da je tudi to, zdaj se bom umiril še malo učilov na avtocesti, še malo ponovil današnje tematike in vam pole pokazal še, kako je bilo na predavanju in delil še zadnje misli pred zaključkom tega vloga. Evo, predavanje je zaključeno, bilo je fajn, prijetno, zanimivo za udeležence. Večji del predavanja sem danes posvetil raznim dietam in načinom prehranjevanja. Največ jih je zanimalo oziroma največ so spraševali in sodelovali prav pri 2 malo bolj ekstremističnih dietah, in sicer LCHF oziroma nizkohidratni maščobni prehrani, in pa tudi na koncu sem vključil dieto, ki je v zadnjih letih pridobila na popularnosti, mesojeda dieta oziroma karnivor. In sem videl, koliko jih zanima, ker niso poznali toliko teh stvari, hkrati pa tudi ni neka vsakdanja prehrana oziroma dieta. Tako da fajn mi je bilo tudi, ker lahko povezujem vso to znanje tudi z osebnimi izkušnjami. Jaz sem pred leti 2017-2018 sem izvajal ketogeno dieto oziroma LCHF, potem pa za par mesecev tudi karnivor, tako da je bilo fajn malo tudi svoje lastne izkušnje, prednosti in slabosti obeh. Najboljša stvar pri teh predavanjih oziroma temu ciklu predavanje pa to, da lahko sproti opazujem tudi napredek pri udeležencih, ker v bistvu vsako predavanje / delavnico si zastavim tako, da je najprej teorija v povezavi s prakso, na koncu pa vedno dobijo tudi delovni list in naloge do naslednjega tedna. Pri večini vidim, da jim gre ful dobro, so že v parih tednih korenito spremenile nekatere prehrano in večinoma vse občutijo tudi razliko v počutju, energiji, apetitu, lakoti, fizični zmogljivosti in tako
bilo prav lepo videti napredek, da jim je zanimivo in da tudi znajo to implementirati v življenje in da dosti sprašujejo. Vidim, da jih zanima te stvari, tako da ful fajn. Sem pa tako, verjetno se vidi, kar tako energetsko izčrpan lov, tako da ura je zdaj nekaj čas 7, ko zdaj se peljem domov, večerja in potem chill večer. Verjetno sem opalil kakšno serijo. Zdaj včeraj sem začel gledati na Netflixu, se imenuje serija King of Paparazzi in je v bistvu serija posneta o Fabriziju Coroni. Ful zanimiva, ful dobra serija, italijanska kultura, ful zanimiva. Tako da to je to za današnji vlog, s tem zaključujem. Upam, da vam je bilo zanimivo pogled v moje življenje, tak pester dan. In to je to in se vidimo v prihodnjih epizodah in vlogih. Čau!